Dober dan in dober večer, spoštovani gledalci in še bolj spoštovane gledalke. Moje ime je Iztok fucking Gartner in vi gledate Nov Faktor. Petek je, ura je 19:15 in mi smo pripravljeni še za eno rundo naših oddaj. Ja, zdaj pa takole, družba, ne. Danes in jutri, torej petek in sobota, bo tema današnje oddaje, oziroma tema oddaje dokaj podobna, ne. Kajti gre za eno zelo kompleksno zadevo, ki si definitivno zasluži dve oddaji. Inspiracijo za to sem pa med drugim dobil tudi zaradi strašno čudnega odziva na nedavne dogodke, kjer naj bi skupina 5 fantov posilila in zlorabila zelo mlado dekle. In eden izmed teh fantov naj bi bil tudi zvezda na družabnem omrežju TikTok, kjer je objavljal takšne in drugačne videe in tam na tem omrežju so se začeli deliti in razpečevati, če tako rečem, ti njegovi seksualni posnetki, ne, kot sem uspel zvediti. In paste vi to, ne, ogromno ljudi na TikToku, mladih ljudi, je stopilo na njegovo stran, torej ga je imelo za frajerja, za zvezdo, rekoč, da je punca sama kriva, da kaj se mi gremo, da punca je bila potrebna, ona je to hotla, da tako pač je, ne. In sem bil kar fejst zgrožen, zato sem se odločil, da bom dve oddaji torej namenil posilstvu, zlorabi žensk in temu, da ženske o tem ne upajo govoriti, da se zapirajo same vase, da te travme dejansko potlačijo in to seveda na njih vpliva zelo slabo pri nadaljnem življenju, pri nadaljnem spolnem življenju, pri navsezadnje življenju z moškimi, ne, ki jih lahko zasovražijo, ki se jih lahko bojijo. Potem imamo ogromno primerov takšnih in drugačnih zlorab v družinah, ne? Med sestro, bratom, očetom, hčerko in tako naprej. Skratka, to so zelo grozljive in travmatične izkušnje za vsako punco in dekle. In mislim, da o tem premalo govorimo, da to včasih kar malo potlačimo pod preprogo. Zgolj vedno so samo podatki, da naj bi bila vsaka druga ženska žrtev spolne zlorabe in tako naprej, ampak o tem se premalo govori. Zato sem se jaz, dragi moji gledalci, odločil, da bom torej kar dve oddaji namenil tej temi. In v današnji oddaji se nam bo priključila in pridružila mlada punca z imenom Kati Nenezič. Ona je punca, ki je dala skozi strašne stvari v življenju, torej dala je skozi večkratno zlorabo. O tem bo spregovorila, jaz si bom držal pesti, da ji bo to uspelo. In govorili bomo torej o marsičem danes. Za moralno podporo bo pa poleg mene mladi Kati tudi naša zvesta komentatorka, antropologinja, ženska, ki se na to temo tudi zelo dobro spozna, na vse zadnje tudi borka za pravice žensk, to je pa naša draga Jerca Legan Cvikl. Dragi moji dami, lepo zdrav in dobrodošli v Nov Faktor. In Kati, da dam tebi najprej besedo, glej, prav v naslovu si ti, želel sem to prav izpostaviti, ne, tako smo se tudi dogovorila, da ni težav, da te lahko izpostavim, da boš torej o tem spregovorila. In dam ti besedo, da nam ti malo bolje predstaviš in poveš, kaj pri milem Bogu se je tebi v rani mladosti dogajalo. Izvoli. Ok, kje naj začne? Na začetku, kar na začetku. Jaz sem v bistvu to doživela strani brata. Jaz sem nekako kasneje razumela vse skupaj, zaradi tega, ker pač moj brat je bil pač že od nekdaj nekako čuden, ker se je v bistvu začel s tem, ko sem bila mala, ne vem, 5-6 let, sem bila stara, sva bila v njegovi sobi in me je v bistvu brat me je prijel za glavo in me je tako iz lepega mira me je tako butnil v steno. Tako pač res močno butnil ob steno. Jaz nisem vedela, bom v bistvu v nezavest padla ali pač ok, to je minil. Ampak njegova reakcija na to je bilo pač, kot da sploh ni ne povedal, da je on to naredil. Se pravi, on je mene vprašal, kaj je bilo. Ne? Ampak jaz pač takrat kot majhna punčka, ki nisem sploh dojemala, kaj se je dogajalo, sem to pustila. Pa nekaj časa midva nisva imela stikov, do 15-16 leta tam nekje.
in sva spet vzpostavila stike, ker je pač moj brat. In takrat, ko sva se v bistvu začela družiti, je bilo v bistvu, vse so bili znaki, ful je bilo znakov, ampak jaz takrat teh znakov nisem videla. Se pravi, on je bil do mene tako ful posesiven, ful ljubosumen, noben mu ni pustil blizu mene, pač občutek nenormalen, kot da sem v zaporu dejansko. In v bistvu enkrat je bilo tako, da sem jaz spala pri njemu in takrat se je v bistvu naslednjo jutro se je pač zgodilo to, da je on v bistvu mene že, mislim, ko sem spala, me je v bistvu posilil, takrat prvič. Fora je pa bila, da sem bila jaz takrat še, pač bila sem nedolžna, tako da mi je v bistvu celo nedolžnost vzel. Ampak jaz, kakor sem bila v šoku, sploh nisem dojela, kaj on počne, ker pač 16 let pa pol sem bila stara, pač dejansko vedela sem, da je to narobe, ampak nisem znala sprocesirati tega takrat, ne. In sem šla še drug dan in se drug dan še enkrat ponovil, ne, ista zgodba. In sem se potem umaknila od brata stran. In sem jaz čez ene pol leta sem dojela, kaj je on sploh počel, da je v bistvu manipuliral z mano, da v bistvu jaz tega nekako sploh nisem hotela, ne da pač sem hotela, ampak da tega nisem hotela. No, ko sem dojela, so se pa začele pač travme, se pravi, od lepega mira sem začela jokati, začela sem se tresti, pač fantom nisem zaupala. Po letu pa pol tam nekje sem pa v bistvu spoznala fanta, ki mi je pa dejansko pokazal, da se v teh stvareh tudi da uživati, da ni to tako grozen, kakor sem pač jaz imela v glavi. Pa sva šla s tem fantom narazen in kasneje sem pa spoznala očeta svoje prve hčere. In takrat je bilo, v bistvu jaz sem tudi prijavila to zadevo na policijo, pač jaz nisem bila tiho. Jaz sem bila tiho leto pa pol več, pa pač nisem hotela biti tih in tudi nisem bila tih, pač povedala sem. In ko je prišlo pač, da bi šlo to na sodišče nisem dala, ker mi je v bistvu oče od mojega prvega otroka mi je rekel pač, da mi sodišče ne pomaga, dokler jaz nimam pošlihtan v glavi glede tega. In je bil v bistvu on zagon, da sem jaz v bistvu to razrešila. Jaz sem rabila za to 8 let, da sem to razrešila in sem razrešila. Razrešila sem pa v bistvu po 8 letih tako, da sem ga kontaktirala, da sem spila z njemu kavo, da sem se pogovorila z njemu, da zakaj to ono. In na koncu sem bila tudi na kraju dogodka. Sicer pač, preden sem jaz stopila v tisto sobo, sem kar malo tako, pač malo sem kolebala, bi ali ne bi, ampak sem zbrala toliko moči in sem šla noter. In sem bila tako, 15 minut sem bila tako čisto kamenela sem bila in pa sem se v bistvu ulaufala, ker sem v bistvu spustila, odpustila in sem v bistvu osvobodila samo sebe in to je to. Pač meni je ratal. Keti, ko si razlagala to, ne, so mi kar taki mravljinci so mi šli skozi celo telo, pa sem probal sploh razmišljati, pa si predstavljati, pa procesirati tudi jaz, kaj pravzaprav si prvo filmsko zgodbo začela razlagati in že to mi je grozno samo čut, niti si ne morem predstavljati, kaj pa bilo tebi, ko si to doživela, pa če mogoče Jerca vprašam, ne na hitro, 3 minutke še imamo do reklam v tele prvi rundi. Jerca, to mi je bilo zanimivo pri Keti, ko je rekla, da se je s tem svojim rablom, če tako rečem, srečala v živo čez mnoga leta in da je takrat dejansko ona to pustila za sabo. Misliš, Jerca, da je to koristno, da je to prav, da bi to morala vsaka ženska narediti? Če te to vprašam, to mi je bilo najbolj fascinantno dejansko zaslišati. Izvoli. To je sicer vprašanje za psihoterapevta, ki bo povedal, da v bistvu je razreševanje problemov, ki jih tlačimo travmatičnih v sebe, najboljše za soočanjem
na nek način z izvirnim grehom, tam, kjer se vse skupaj začne. Tako da Kathy mislim, da je naredila sebi največjo uslugo, da je to razrešila v tako zgodnji mladosti in da bo zdaj imela lepo življenje, da bo s to izkušnjo brazgotino na nek način živela in bila zaradi tega boljša ženska in dala sebi več priložnosti in se imela rada. Bi se pa vrnila na sam začetek. Res ti hvala, ker odstiraš tančice te grozne realnosti, ki jo živimo danes. Navkljub vsem tehnološkim napredkom smo še vedno kot sodobna družba v neki kameni dobi v odnosu do žensk, da sploh lahko in moramo poslušati takšne zgodbe. Pričakovala bi, da se to več ne dogaja, ampak vse raziskave kažejo, da je 97% moških storilcev kaznivih dejanj nasilnega vedenja do žensk, ki so nemočne, ki jih je strah in sram, da bi prijavile in traja tudi do 7 let, da se mogoče oglasijo, potožijo sorodnikom in priznajo, da so maltretirane. Začenši z spolnim nadlegovanjem, fizičnim, psihičnim maltretiranjem, ekonomskim, odtujevanjem otrok, prisiljevanjem v poroke, splave, sterilizacijo in tako naprej. Skratka, ženske so žrtve nasilja, moški so storilci teh kaznivih dejanj. Imamo zadost pravne podpore, ker v tem času se je, kot pravi naša članica Žensk brez meja, Vlasta Nussdorfer, nekdanja ombudsmanka, veliko spremenilo, pravne podlage obstajajo, ampak preprosto so te poti predolge in ženske si ne upajo spregovoriti. Dajmo mi, predlagam, da skočimo v reklame in pridemo nazaj, odpremo novo temo in nadaljujemo tole debato. Kathy, da tebe vprašam, preko sem te poslušal, pa si razlagala to svojo tragično zgodbo, pa brat, pa ono, pa drugo. Kje sta bila pa mama pa oče takrat? Mislim, da sta živela z bratom sama, ali kak je bilo s tem, recimo, da nisi ti mami ali pa očetu ali pa komu od tvojih to povedala in zaupala takoj, isto sekundo, ko se je to zgodilo? To je v bistvu od očeta nezakonski sin. Tako da pač moj tata takrat ni vedel, kam naj se obrne, ali naj se obrne na njegovo stran, ali naj se obrne na mojo stran. Pač jaz to nekako razumem, ker so itak pač oba otroka, ne. In pač dejansko ni vedel, kam naj se obrne. Mami sem pa povedala, mislim, da je bila mama ta prva, ki sem ji v bistvu sploh povedala, kaj je bilo. Tako da... Ampak čakaj, Kathy, da te zmotim, no. Kako misliš, da si rekla, da ni vedel, na katero stran naj v končni fazi stopi, glede na to, da je on tebi to storil, ne? Kje bi lahko bila ti tu kriva po njegovem? Oziroma, zakaj je imel dvome, no? A mu je brat kako drugo zgodbo povedal? Ne, brat sploh nima nobene zgodbe za povedati, ker pač on sploh naj ne bi imel tega v glavi, da se je sploh to zgodilo. Tako da z bratom, ko so se midva pogovarjala o tem, brat, kada me zbrisan spomin, pač sploh ne ve. To mi je bilo najbolj zanimivo, ko je rekel, da njemu sploh ni bilo jasno, zakaj sem jaz njega prijavila na policijo. Pa si mu ti verjela, mislim, da je to res, ali da on malo naklada to, ker se na vse zadnje pa je bil zadet, je bil pijan, je bil pod kako substanco, ali kaki noriji, ne vem, recimo, da kak morilec zdaj nekaj groznega naredi, pa se pol ne spomne. Mislim, je to bila zgodba, ali si mu verjela, da res ni vedel, kaj dela na vse zadnje, ali kak ne rečem, no? Jaz sem takrat pustila stati, ker mi je bilo važno samo to, da se pogovorim z njim, in da to razrešim, da je pač tega konc, ker to se je vlekalo pač 8 let, pač dejansko sem jaz to obdelovala 8 let. In dejansko tudi, če mi je pač rekel, da se ne spomne, meni kaj dosti pomagal ni, ne? Zaradi tega, ker pač tako ali tako sem jaz mogla to zadevo razrešiti, ali se on spomne, ali pa če se ne spomne. Pač ta dogodek je bil, a ne? Jerca, kaj ti praviš na to, no, ko je rekla Kathy, da naj bi tudi storilec, pa če ne govorimo samo zdaj v njenem primeru, ne vem, morda nasplošno, če razširiva, da storilec to
potlači? Je to bullshit, po domače rečeno, ali si bi res lahko to zgodilo? V bistvu kaže na dva elementa, ki sta prisotna v tem nasilju spolnem nad žensko. In sicer prvič, da moški kot močnejši spol se sploh ne zaveda in si jemlje to pravico, da pravzaprav je to njemu dano in da on si lahko dovoli vse. In da če ženska privoli ali ne privoli, njeno telo je na nek način njegovo in lahko dela z njim, kar želi. Pri tem seveda je zelo tanka meja med tem, kje je ženska privolila, da sodeluje v spolnem odnosu, kje je pa potem ta prelomni trenutek, ko se ona upira oziroma ne želi, je to proti njeni volji in na tej točki je potem posilstvo. Seveda so že pred tem drugi nadlegovanja, namigovanja, otipavanja in tako naprej, ki ženska more razmišljati pri sebi, ali gre v ta odnos prostovoljno ali ne, in se seveda mora temu upreti. Velikokrat pa se ne zmore, zato je žrtev potem tega posilstva in seveda s tem nosi vse posledice. Moški pri tem še vedno ne čuti nobene krivice oziroma da je storil karkoli narobe in kaznivo dejanje, dokler se mu to ne začne dokazovati in dokler ženska nima zadosti glasu, da pove, da je to v bistvu nad njo nasilje in da želi, da ga preganjajo. In tukaj je toliko enih stopenj, korakov, elementov, ki morajo vsi skupaj se poklopiti, da ženska stopi v to svojo obrambo, da si poišče pomoč in da ga tudi prijavi. Kajti zelo velikokrat se ta posilstva sprevržejo v še večje nasilje nad njo, ker je nemočna in ker ji določene institucije ne morejo pravočasno pomagati. Tukaj je policija, ki je nemočna, potem preiskovalni sodniki, centri za socialno delo in tako naprej. In lahko pride celo do smrti. Se pravi, ženska je ogrožena do konca, dokler jo nekdo ne vzame v bran in ji v bistvu omogoči, da se prepove približevanje tega partnerja, ki je nasilen. Posilstvo kot tako je pa seveda zelo mejno dejanje v nekem spolnem interaktu med žensko in moškim, kjer ženska več ne želi sodelovati, moški pa pri tem vztraja. In tukaj so lahko seveda substance in vse mogoče stvari, ki na to tudi vplivajo pri obeh, da se razume. Keti, da tebe vprašam, druga tema torej današnje oddaje je, zakaj ženska ne upa prijaviti spolne zlorabe. Glej, recimo ti si to naredila, ti si rekla, da si to prijavila, da si o tem govorila, da nisi tlačila v sebi predolgo, pa te vprašam, kje si zbrala ta pogum, ker mislim, da je ključno to, da ženska zbere pogum, se pravi, da ne razmišlja več, kaj bodo rekli, ali bodo kazali s prstom na njo, ali jo bodo imeli, ne vem, za kurvo, bom rekel grdo, ali bodo rekli, glej, to ono drugo, bo začeli govoriti, razne stvari, takšne in drugačne, še posebej pri tebi, ko je to bil recimo brat, ampak da ti je bilo vse to manj sporno kot to, da ti to daš iz sebe ven in da se tega osvobodiš, da boš imela normalno in zdravo življenje. Od kje si dejansko pobrala ti ta pogum, da to nisi potlačila in da ni to noben vedel in da je to bilo tiho in da vse zadnje, da tudi zdaj v oddaji nastopaš in o tem govoriš. Izvoli. Ja, v bistvu jaz že od nekdaj se ne sikiram, kaj bojo pa drugi rekli. Pač jaz sem že od nekdaj pač nekako drugače gledam na svet, pa nekako drugače pač razmišljam, kakor ostali, tako da pač jaz sem vedela, da je bilo to narobe, čeprav pač tisti čas je on nekako manipuliral z mano, da pač jaz dejansko pač nekako nisem dojemala, nisem dohajala stvari, ampak poj, ko se odmakneš od osebe stran, se pravi, da če nimaš stikov z osebo, potem ti začnejo klikerji delati. In ko ti začnejo klikerji delati, dojameš, da je to narobe. In ko dojameš, da je to narobe, se pač te ne zanima, kaj bojo drugi rekli, a bojo to sprejeli, a bojo verjeli, a ne bojo verjeli, ali kaj bo, v glavnem spregovoriš. Ampak spregovoriš tudi zaradi sebe, da daš pač to ven. Ne moreš pač teh stvari kar držati v sebi, pa z mano je pa vse okej, čeprav na dnevni ravni z mano ni bilo okej, ker pač jaz imela tudi recimo pri spolnem odnosu s partnerjem sem jaz imela problem. Po vsakem orgazmu, ki sem ga doživela, sem se zjokala na koncu, dobesedno. Dejansko sem se zjokala na koncu, ker pač ker je bila pač to posledica tega, Tako da pač
kjerkoli je, naj pač pove, saj pač more povedati, da da to ven, pa da se v bistvu to predela, ker se to predela, potem je tako pač za 2 tone silaži, najmanj. Jerca, da tebe vprašam, kaj misliš, da je ključni razlog, da ženska ne upa prijaviti spolne zlorabe in da dejansko morda celo v nekem odnosu, kjer do spolnih zlorab prihaja na dnevni, tedenski, mesečni bazi, v tem vztraja in dejansko pristane v narekovajih na to, da ima uničeno pa res kompletno življenje na dolgi rok? Strah, zelo velik strah, sram, da ne bi drugi izvedli in da ne bi v bistvu bila še bolj omadeževana. Ta integriteta ženske je za posilstvom tako zelo načeta, da ima samo 2 možnosti. Ali se zakoplje vase, ali pa o tem spregovori, ker hujšega kot to ni, tako da tudi spregovoriti o tem je samo en tak obliž na rano, ki se ji zgodi. In v bistvu ženska, če nima opore, kjer bi v bistvu poiskala pomoč, da lahko temu storilcu tudi, da ga ustavi pri teh njegovih dejanjih. Če je od njega ekonomsko odvisna, če ima z njim otroke, če je vpeta v neko vsakdanje življenje, ki jo v bistvu paralizira, da bi se rešila tega gorja, potem ona ne bo naredila nič. Če bo pa videla eno svetlo luč na koncu tunela, se bo pa uprla na njo in šla do konca. Seveda je tle pri tem pomembno, da je pogum večji od strahu, in da v bistvu to predeluje in velika sreča je v teh časih, da se ženske o tem lahko med seboj pogovarjajo z terapevti, da poslušajo o tem v javnih medijih, da se o tem govori, kajti skozi celo zgodovino je bila ženska maltretirana in posiljena, s tem, da se predtem nihče ni ukvarjal z njo in je bila tako rekoč, bilo veliko nezakonskih otrok iz tega naslova, splavov, ki so jih ženske delale zaradi posilstev, potem spomnimo se vojen, ko so bile ženske posiljene. In zdaj imamo res zelo dobro pravno podlago, to je Istanbulska konvencija, ki seveda na celi črti prepoveduje kakršnokoli nasilje nad žensko z ničelno toleranco, ki je prišla v veljavo šele leta 2014, torej toliko časa smo rabili, da ženski s pravnimi sredstvi pomagamo, da se bori proti nasilju, kakršnem koli, in ženske bi bilo prav, da to pot poiščejo, seveda s pomočjo nekih odvetnikov, pravnih služb in tako naprej. Ampak to je seveda spet povezano z stroški, z izpostavljenostjo in to so vse elementi, ki vplivajo na žensko, ali se odloča, da bo prijavila ali raje stisnila zobe in živela naprej. Zdaj, predno bomo skočili v naslednjo temo in si privoščili še reklame, bi mogoče ob koncu te teme dejal samo to, da dejansko res prosim dekleta, žene, vse ženske tega sveta, ki tole oddajo gledate ali pa boste v njej kaj slišale, dejte prijaviti, dejte skočiti iz tega ven, dejte imeti v glavi, da bo morda tisti trenutek, ko boste to povedale, da bo kdo pokazal s prstom na vas, ampak to je 100-krat manj grozno od tega, v katerem ste. To je 100-krat manj travmatično od tega, kjer ste ta hip, se pravi, da to nosite v sebi, da morda s tem posiljevalcem in s tem kretenom še vedno živite in z njim, ne vem, ste v skupnem gospodinstvu, karkoli, dejte se tega osvoboditi. In vse tiste punce, ki pa ste bile posiljene z kakšnih žurk, kolegov, prijateljev, karkoli, to ne sme se potlačiti pod preprogo, o tem se mora govoriti, to moramo dati na zeleno luč in na te storilce se mora pokazati s prstom. Stari moj, to ni bilo v redu, nastradal boš, najebo ga boš, po domače povedano, to, kar si naredil, ne more iti mimo, kot da ni bilo nič in pika. Gremo v reklame in pridemo nazaj. Predno, Jerca, da te vprašam tole zadnjo temo, o kateri bomo govorili, mislim, da imaš še eno repliko na to, kar sem povedal, predno smo skočili v oglase. Izvoli. Ja, v bistvu nasilje nad žensko in sploh posilstvo ne pozna meja, ne pozna nacionalnosti, v bistvu je tako rekoč, se ne dotika sloja intelekta, je vse prisotno med nami v razviti in nerazviti, slabše razviti družbi, še toliko bolj patriarhalnih družbah, kjer je tudi Slovenija včasih bila seveda del tega, zdaj smo pa daleč naprej, ampak kaže na to, da tudi vseeno v sodobnem času ženskam ni prizanešeno in da so posilstva tako rekoč na vsakem vogalu. Zdaj, kar se tiče teh, na katere pokažemo s prstom, njih je treba kazensko preganjati in s tem, ko ženske spregovorijo,
v bistvu na eni strani dajo moč drugim ženskam, da se tudi oglasijo, in na drugi strani te moške paralizirajo. Kajti ti, ki so to počeli, bojo za nekaj časa ali morda zavedno ustavljeni. Se pravi, ti velikokrat so oni povratniki, se pravi, iščejo žrtve, ki so naslednje. Je to lahko doma žena, so to lahko dekleta mlada v medvrstniškem nasilju in se potem kot domino efekt to dogaja naprej, včasih celo povabijo prijatelje na te stvari in tako naprej. Skratka, te povratnike se na ta način ustavi in to je edini način, se pravi, aktivna borba žensk proti temu je edini način, da se to zajezi in izkorenini. Katja, da dam tebi besedo in te vprašam, naslov tele zadnje teme, torej so klasični moški izgovori pri posilstvu. Recimo, če se navežem malo na ta TikTok, o katerem sem na začetku govoril, pa bomo v jutrišnji vdaji, ko vedve sicer ne bota z mano, ampak bomo tudi o tem marsikaj spregovorili. Torej, sama je hotla, se je imela miniko, se je kurbica, se je pasalo, se so ji denar ponudili, sej. Torej, Katja, kaj ti praviš na te moške izgovore, te klasične moške bullshit izgovore, s katerimi oni potem nastopajo, pa jih prijatelji zagovarjajo in tako naprej, samo da ne bi bila ženska kriva? Mislim, po moje zato, ker si sam noče priznati, da je bilo to v bistvu, da nočejo videti tega oziroma si priznati, da se to dogaja oziroma da so oni to naredili, kakorkoli, pač zanikajo si, ker zdaj ne vem, ali oni dejansko ne dojamejo, da so to naredili, ali dejansko pač uživajo v tem, ali pač dejansko pač ne vem, ker se nisem toliko poglabljala pač v to, zakaj pač moški to govorijo, ampak jaz mislim, da je pač zaradi tega, ker oni sami pač sami sebi zanikajo, pa v bistvu nočejo videti, da se dejansko pač to dogaja oziroma da se je dejansko to dogajalo. Jerca, glej, ti verjetno tega TikToka toliko ne spremljaš in ne poznaš, ker je to bolj za mlade, ampak tam recimo ta zadnji primer, kjer se naj bi skupina fantov spravila na 15-letno dekle in malce prej baje še na 14, ne bom operiral z imeni, ker zadeva še ni tako daleč, zato tudi govorim naj bi se, da ne bi kdo kaj rekel, da sem kaj trdil, ampak ključni argument tam je bil, sej sama hotla, sej ste videli video, kako uživa, sej, ampak pazi, fant je bil star 19 let, ona je bila star 15, 14, celo snemali so jih pri tem, in za mnoge mlade, pazi, kar je mene šokiralo, Jerca, in mi v tem, prosim, mi potem pojasni, za mnoge mlade so bili te fantje frajeri, glej, so eno podrli, give me 5, stari ste jo posneli, kaj, sej sama hotla, sej ženske so pa danes takšne in drugačne. Kako je to mogoče, Jerca, da mladi ljudje ne vidijo leta 2020, ko smo vendarle rekla si prej šli iz kamene dobe, torej, da ne vidijo problema v tem, da je starejši moški zlorabil mlajšo dekle, pa tudi če bi hotla človek božji, mladoletna oseba, kaj ona hoče, noče. Jerca, kaj ti praviš na to? No, kako je mogoče, da niso teh fantov pribili na križ vsi? To je brezobrazna in brutalna objestnost mladih, ki danes živijo v eni družbi obilja in hedonizma, kjer je užitek tako rekoč dovoljen, še posebej moškim, da si ga vzamejo, kadar želijo, četudi je to za to potrebna ženska in pravzaprav živo bitje, do katerega nimajo popolnoma nobenega sočutja. Gre pa v bistvu za dvojno percepcijo oziroma za dve različni percepciji. Na eni strani imamo moško, ki vidi žensko v kratkem krilu kot nekoga, ki izziva in kliče potem, da bi zadovoljila njegove fiziološke ali kakršnekoli osnovne potrebe po spolnosti. Na drugi strani imamo pa dekle, ki želi biti samozavestno in se pač uredi in s tem seveda stopa v nek svet javnega življenja in svojih vrstnikov. To, koliko je na strani tistih, ki to nasilno dejanje izvajajo, je seveda zelo alarmanten podatek,
da mladi izgubljajo kompas in da gre za neko odgovornost, družbeno odgovornost, da vzgajamo mlade k empatiji in k sočutju do sočloveka. Da ženska ni kos mesa, s katerim se lahko karkoli počne, ampak da je to živo bitje, ki ima enake pravice in da jo treba vprašati in biti pri tem ponižen, kakšne so pa njene želje in njene temeljne človekove pravice, ki jih ne smemo kršiti. In dokler bo ta odgovornost na strani staršev, ki ne vzgojijo te otroke, da so stari 19 let in take stvari še počnejo, bodo mogli odgovarjati sami z kazenskim pregonom. Zato vedno znova pozivamo mlada dekleta in ženske, spregovorite, tukaj nas je dovolj, ki vam bomo pomagale in se vedno znova lahko povezujemo in upremo tem moškim izhibicijam in grdemu ravnanju. Jerca, da te vprašam še to, en argument je tam tudi padel in tudi sam sem malo googlal in razmišljal o tem, pa nisem uspel najti pravega odgovora, morda ga boš ti vedela. Recimo, da se pa dekle, pa ni bil to ta dotičen primer, ampak nasplošno, da se pa zlaže v svojih letih, pa recimo reče, da je stara 18, pa se potem izkaže, da je bila stara recimo 15. A je moški, ki gre v posteljo z dekletom, dolžen od nje zahtevati osebno izkaznico? Kje smo pa tu? Ne, sploh ne. Jaz tudi ne govorim, da so samo fantje in moški vsega krivi. Tu velikokrat se zgodi, da so dekleta objestna, da manipulirajo z moškimi in da jih poskušajo spraviti v neke vrste stisko ali celo se jim zakaj maščevati. In spolnost je neka tanka linija, kjer se lahko zelo hitro ženska oziroma dekle izživi ali manipulira s fantom, z moškim. Seveda je teh primerov manj, ampak tudi tisti, ki so vredni obsodbe in dekleta je prav, da prevzemajo svoj del odgovornosti, zato o tem morajo odločati pristojni, ki vsak primer posebej osvetlijo in vidijo, kje je bil tist preskok v napačno smer in kdo je bil tist, ki je povzročil posilstvo. Lahko je tudi fant posiljen. Se tudi take primere imamo, da starejše ženske, mlade moške, recimo, ali pa v medvrstniško, Tako da nikomur ni za nasilje prizanešeno, če to ne proti njegovi svobodni volji. To sem te zato vprašal, da ne bomo samo moške danes kastrirali, da bomo vendarle tudi to poudarili. Tako da hvala, Jerca, za tale doprinos. Keti, da tebe še vprašam, ti kot žrtev te spolne zlorabe, te družinske tragedije, v kateri si prej razlagala, kaj bi ti morda sporočila, puncam, ki so se znašle v tvoji situaciji, kaj je prva stvar, ki jo morajo narediti, da bodo preživele, da si ne bodo vzele življenja, da ne bodo zaklale tega svojega storilca na vse zadnje od jeze. Kaj bi jim ti svetovala z prve roke, oziroma kaj je tebe rešilo, da si danes to, kar si mati, si partnerka, si normalna ženska, kaj je tebe rešilo, že v samem štartu morda, kaj bi jim rekla, kaj bi jim svetovala? Ja, mene je po moje rešilo to, kar sem spregovorila tako hitro. To je po moje prva stvar, ki me je rešila. Druga stvar, ki me je rešila, je pa to, da sem začela korenito delati na tem, da se rešim tega. Se pravi, jaz sem pa želala na tem, da to predelam in da začnem s tem živeti, ker sem vedela, da če ne bom začela s tem živeti, me bo vedno nekje haklal, če se lahko tako izrazim. Vedno, ko sem šla naprej, sem šla potem nazaj zaradi te stvari, ker ni bila še razrešena. In dejansko sem jaz zaradi tega razrešila zadevo zato, da grem lahko naprej. Ja, okej, je tragedija, se je zgodil, je bilo, ena izkušnja več v življenju, mogoče lahko tudi kakšni punci pomagam zaradi tega, lahko ji svetujem glede tega. Nekako sem iskala dobre lastnosti te tragedije in sem jih tudi dobila in na podlagi tega sem jaz v bistvu to razrešila. Ampak prvi korak je bil pa to, da sem povedala in da sem spregovorila in da sem bila trdna pri tem, kar sem govorila. In da me ni brigal, kaj je kdo rekel in kdo mi je verjel in kdo mi ni verjel. Jerca, imamo še natančno minuto do konca, pa dam tebi morda sklepno besedo. Kaj bi pa ti rekla ob koncu morda vsem ženam, dekletom, puncam, partnerkam, ki so v tem sranju, po domače rečeno? Kaj bi jim svetovala na hitro? Ja, Katin primer govori sam zase, zato naj sledijo njej.
kot vzornici, ki je bila zadost pogumna, da je spregovorila. Jaz pa lahko obljubim kot članica Žensk brez meja, da bomo kot opolnomočene ženske poskrbele, da se bodo sistemske spremembe zgodile, da bo sistem podpiral vse žrtve nasilja in tudi preprečeval morebitna vnaprej nasilna dejanja, in s tem bomo pravzaprav lahko prihodnost ženski naredile boljšo in lepšo. Dame in gospodje, to je bil Nov faktor, petkova izdaja. Hvala tebi, Keti, ti si prava junakinja, prava carica, prava ženska v pravem pomenu besede in sem zelo vesel, da si bila danes z nami, da si spregovorila, torej da si se opogumila, tako da petka za tebe, če bi te videl živo, bi te zdaj objel, pa te žal ne morem. Jerca, tebi seveda tudi hvala za tvoj doprinos, tvojo strokovnost in kaj ne rečem, draga dekleta, drage žene, kot smo že povedali, ne biti tiho, to treba dati ven, treba o tem govoriti. Tisti fanti, ki pa to počnete, še posebej tisti mladi, pa se imate v glavi, kaki jebači ste, kaki frajeri ste, ko imate mladoletne žrtve, dejte vi poseksa 30 let staro bejbo, ko ve, zakaj se gre, ko vas bo dala eno okrog vas bo nagnala vam, bo rekla, pojma nimaš mulc, spizdi mi, če rečem grdo. Takrat boste pa frajeri, ne, kot je imeli 15-letne punce. Tako, evo, druža moja draga, to je bilo to, vidimo se jutr z isto temo, z drugima dvema gostjama. Razpravljali bomo o tem še naprej, tako da bo še zanimivo, še tragično, še žalostno, čustveno, emotivno, skratka, ta tema si zasluži 2 oddaji. Lep pozdrav!